Haleluja. Upam, da uživate na vaših sestankih z Bogom. Haleluja. Da imate vsak dan čas za Boga. Haleluja. In to je res the best stvar. Fajn je, da če si dosti zaposlen človek, da res imaš veliko obveznosti, odgovornosti, da pač na silo si vzameš in rečeš, ta čas, ne vem, toliko in toliko časa, preden grem v službo, bom imel za Boga, ali pa zvečer, ali čez dan, ali kakorkoli si boš to naredil. Jaz sem si enkrat rekel, molil bom 3 ure na dan, in potem sem imel 1 uro zjutraj, 1 uro opoldne in 1 uro zvečer. In po enem tednu sem bil čisto uničen in mi nič ni funkcioniral, in skozi sem sam na uro gledal, in to ni dobro. Ne si narediti rituala iz tega, ampak nekaj, ko ful hrepeniš potem, ful uživaš, kot da si šel na randi. In pa se boš bil fajn, haleluja. In daj si not slavljenje, besedo, poslušanje Boga, različne elemente si lodaš not v molitev, ampak seveda bod voden po Svetem Duhu. Če te on vod drugače, pač deli drugače. Ampak imej eno konsistentnost v tem, to te bo izgradil, to ti bo pomagal in dolgoročno boš ful uspešen. In je ena metoda, ki je Jezus rekel, a niste mogli moliti 1 uro, in jim je dal nek nivo, nek smer za črto, in spet pač čas je, da rasteš v tem in zrast iz kolikor minut na več. In glavno je tudi kvaliteta. Recimo ena stvar, ki ti lahko pomaga v dnevnem času z Bogom, je citat na dan. Citat na dan najdeš na sprememb.si na literatura ali pa na kjerkoli od naših srečanj, ga boš dobil brezplačno v obliki knjige. In imaš en odlomek, misel za napot in eno molitev, in zatem imaš pa 3 različne sisteme branja Svetega pisma, A, B in C. A ti pomaga priti čez celo novo zavezo v enem letu, B ti pomaga priti čez novo zavezo in psalme in pregovore, C pa čez celo Biblijo. Tako da, kakorkoli, vsaj A si izber in boš vsaj čez novo zavezo prišel v enem letu. In kaj se ti bo zgodilo? Karkoli delaš konsistentno, to bo povzročalo smer tvojega življenja. In v te stvari boš postal dober. In fajn je, da postaneš dober v Božji prisotnosti, v Božji besedi, v razvijanju odnosa z Bogom. Haleluja. Hvala ti, Gospod, da si ti z nami vedno. In ti si rekel, neprestano molitve, se pravi, bote neprestano v odnosu z Bogom. In oče, molim, da nam pomagaš razvijati disciplino, ki nam bo prinesla želene rezultate in moč v našem krščanskem življenju. Haleluja. Dobrodošel si, Sveti Duh, ti nas uči, ti moli čez nas, haleluja, in vod nas v razodetju Jezusa, v odnosu do nebeškega Očeta. Bote blagoslovljeni v imenu Jezusa. Amen.